Glavni problem je v tem, da je Škofijska gimnazija v Vipavi kot dodatna merila za vpis na to gimnazijo po našem mnenju določila dva pogoja, ki sta nekako diskriminatorna do vseh državljanov Republike Slovenije, ker temeljita na verskem prepričanju. Gre se za to, da je eden pogoj ta, da pač mora kandidat obiskovati verouk v osnovni šoli. Drugi pogoj pa je ta, da ima oziroma da opravlja prostovoljno delo na cerkvenem področju. In ta dva pogoja, kot sem že rekel, temeljita na verskem prepričanju in lahko postavita kandidata za vpis v neugoden položaj glede na tistega, ki izpolnjuje ta dva pogoja. To pa je po našem mnenju v bistvu v nasprotju z zakonodajo in slovensko ustavo, ki ne dopušča neenakopravnega obravnavanja na podlagi verskega prepričanja. Pa še en problem je zelo pomemben v tem smislu, da je Škofijska gimnazija tudi določila pri vpisu izjavo, oziroma da mora kandidat podpisati izjavo, s katero se strinja, da bo priznal vzgojno usmeritev gimnazije Vipava, Škofijska gimnazija Vipava, in ta vzgojna usmeritev gimnazije pa je krščansko usmerjena in temelji na evangelijskih naukih. In tu gre zopet za problem dejstva, ki temelji na verskem prepričanju, in tisti, ki te izjave ne podpiše, se ne more vpisati na to gimnazijo. In to je tudi diskriminatorno obnašanje z vidika ustave in zakonodaje. Pa še en problem je, ki je zelo pomemben, da je Škofijska gimnazija Vipava financirana z javnih sredstev in tisti, ki financira z javnih sredstev, more 100% izpolnjevati celotno slovensko zakonodajo in slovensko ustavo, in v tem primeru to sigurno ni zagotovljeno. Vemo pa tudi to, da je Škofijska gimnazija Vipava ustanovljena s strani Škofije Koper, in čeprav v bistvu ni formalno del cerkve, je pa kljub vsemu dolžna spoštovati celotno slovensko zakonodajo in vsem omogočiti enakopravne pogoje za vpis.